Lep pozdrav vsem iz studia na oddaji Radioaktivno. Tukaj je vaš novi speaker Bela Somikralj, vodja kontrabanda. Karštali z mene ni vrh ledene gore, to je neznatni drobec. Prah male snežinke, hitopinske, kristal pepela obzorec. Kar je vidno, je nevidno, ko si sam očem je skrito. Kar je vidno, je nevidno, ko si sam očem je skrito. Seže od začetka in do konca časa, a le za trenutek. Do minevanja, do taljenja, sem tečejo minute. Kar je vidno, je nevidno, ko si sam očem je skrito. Kar je vidno, je nevidno, ko si sam očem je skrito. To, kar je vidno in štrli z mene, je očem nerazkrito. Duši in srcu, čustvu, razumu, v življenje bo vzklilo. Kar je vidno, je nevidno, ko si sam očem je skrito. Kar je vidno, je nevidno, ko si sam očem je skrito. Si prah iz prahu, nebo iz neba, poglej me dobro. Tam si bil, kjer rodi se dež, kjer prah zrase v goro. Kar je vidno, je nevidno, ko si sam očem je skrito.
Kar je vidno, je nevidno, zasedbe Kontraband z novega albuma Vidno je nevidno, Bela pa je z mano zdrava. Dober dan. Bela, kar po nekem času se ponovno slišijo, mislim, da ne 3-4 leta že. Nismo ravno nekih velikih novosti naredili od leta 2016-2017, ko smo več ali manj takrat svoje stare pesmi premleli in izdali kot prenovljeno kompilacijo. Medtem se je pa nabralo zajetno število pesmi, tako otroških, ki jih še tudi mislimo sproducirati v bližnji prihodnosti. Pa teh 14 je pa nekakšna korona tega nekajletnega dela, pa umika od bega pred korono. Bo danes vidno, nevidno? Ja, vidno je nevidno. Mislim, da je pesem bo zelo vidna, ker smo tudi posneli že videospot. Po njej se že lahko pogleda na YouTubeu, zato ker je posneta je bila v Prekmurju, snimal je še en umetnik, Pal Peter, to je mladi igralec, ki študira v Budimpešti igralstvo. On je tudi zrežiral, nekako tudi od tam iz šole privlekel svojega kamermana. Nekako smo se skompali z njim, ker mi je bil dolžan nekaj uslug. In to je pesem na koncu izpadla kot zgodba preprostega človeka v Prekmurju in o tem, kako pomembno je prijateljstvo. Ne? Ampak sama pesem je glasbena poezija Holasa Alberta, to je lendavski pesnik, ki je eden boljših pesnikov v Sloveniji, ki v bistvu govori o tem, da vsak človek skriva nekaj več kot samo tisto, kar je očem vidno. Zato pravi pesem Vidno je nevidno in smo tudi potem to izbrali za naslovno pesem našega CD-ja. Bo pa danes slišano še tisto, kar ni bilo do sedaj slišano. Tako. Teti celi album je tukaj, kar nekaj časa nastajal ta izdelek. Ja, nekaj je bilo povezano tudi z osebnimi stanji, ne, ker nekateri smo se med tem ločili, nekateri smo našli tudi nove partnerke, bile so ljubezni. V tem času sem tudi izdal 3 pesniške zbirke, torej leta 2019 je šla prva Babi Verni pisani pes, leta 2021 pa je ta bila prenovljena in je šla še samostojna zbirka, še ena češnja in zatem pa še poletje leta 2021 še madžarska pesniška zbirka, tako da sem se izredno ugreznil do vratu v kulturo, tudi kot prevajalec nekaterih madžarskih pesnikov iz Slovenije. Vidimo pa, da Kontraband še vedno ohrnete album kot format. Sigurno, da, zato ker se nam zdi tudi to, ne rečem, glasbeniki damo ven CD, ne, pisatelji dajo ven knjigo, ne, saj, tudi oni bi lahko digitalno to samo delali, ampak tukaj sem pristaš starinskega, ne, moraš nekaj prijeti v roke, mora nekdo videti, tako prebrati besedila, mogoče o poslušanju tudi prebrati, videti kaj, ker v albumu so tudi skrite naša druga življenja, recimo ta album bo imel precej slik iz astronomije, s čimer se tudi jaz ukvarjam, pa tako nam je oblikoval vse skupaj Andrej Hanžekovič. Drugače je končal Alu, ta naš oblikovalec in tudi on je eden boljših astronomov v Sloveniji, amaterskih govorimo, ne govorimo o nasi. In posledično smo potem tudi tako malo naredili, ker to zdaj, kar smo posneli, je zares glasba za zvezde. No, tako dobro smo naredili in smo tudi zelo zadovoljni s tem. In danes bomo 40 minut približno med zvezdami, še nekaj več pa bomo potem na YouTubeu med zvezdami. Greva k drugim, to bo Ljubezen na Dunaju. Ja, ta je res bila napisana v enem kriznem obdobju mojega zakona, ne, in refren na koncu pravi: in šel bi za tabo na konec sveta, a pustil, da zase odideš stran in zdaj sem ločen. Ne. Torej, ta vse pove potem takem. Ne. Nekako se mu včasih, mi glasbeniki včasih te svoje frustracije, težave v vsakdanjem življenju tudi zlijemo na papir, potem pa še kasneje v glasbo in tako prebolimo na nek način, ne, nam je lažje. Ne. Torej, mi včasih to imamo namesto neke psihoterapije. Jaz tako gledam na to. Glasba je moja psihoterapija, sploh če je potem to fajn, ne, in bom rekel stilsko tako različna, kot smo v tej zgodbi, ki smo jo zdaj naredili. Tu imamo totalno različne pesmi, kar se bo tudi danes slišalo. Si dolgo krilo, ki se vleče za teboj, zavise me ko svilo, ki objema ti telo. Pozabi besede, gorkih spoznanj, nisem bil vreden tisočerih želja. Primi me za roko, poglej me v oči, strašljivo in globoko, modrino se zazri, ljubezen so majhni koščki neba, smeli
Kamen si pokrij, ni bilo vse slabo, a čeprav boli, naj kapa ubrani od mojih skomin. Pramen ugasnil bo svet, poleči. Utopi me v solzi, očidi moj obraz, pusti pod svobode, ne oziraj se nazaj. Ko rekla ne vem si nič kolikokrat, je zmanjkalo srečnih besed in vprašanj. Usoda te je ujela v začaran krog, v dušo zasejala je lepota vseh lepot. Najdi ponovno ljubezni zaklad, podari srce in se spomni na naju dva. Objemi me še zadnjič, tako kot si nekoč, ko vsak dan bil je praznik. Jaz tvoj Don Kihot, ki šel bi za tabo na konec sveta, a pustil, da zase odideš stran. Ki šel bi za tabo na konec sveta, a pustil, da zase odideš stran. Pustil, da zase odideš stran. Ljubezen na Dunaju, skupine Kontraband z albuma Vidno je nevidno. Skoraj 30 let bo, odkar ste na glasbenem prizorišču, kot sem gledal vašo biografijo. Ja, tudi kje smo, ne. Če bi gledali na ime Kontraband, ne. Drugače sem začel v triu z dvema nekdanjima kontrabandovcema, v bistvu zelo kmalu po vojski. Leta tam nekje 89 sem začel to glasbeno pot. Janko Prelog in Vid Klančičar smo ustanovili en band, ki smo bolj bili terasa band. Pa smo že takrat tudi začeli svoje stvari delati. Predtem mogoče še malo punka smo igrali, ne, tudi s tem istoimenskim basistom, kasnejšim našim Vidom Klančičarjem. In nekako leta 94 je ta ideja o kontrabandu se razplamtela v nas, ker sem igral z dvema takrat, ki sta skoraj 4-krat na teden igrala po žurkah in glavne priredbe delala, to sta bila John and Wayne sta se imenovala, oba sta bila učitelja, Janko in Damjan, en je uči na Toneta Čukfarja Ljubljane, drugi pa uči na Oš, mislim, da Vevče, nekaj takega, ne, oziroma Kašelj, pardon. In oba sta še vedno danes zelo dobra glasbenika in odličen banjoist. No, jaz sem potem videl, da ti ne mislijo toliko avtorske glasbe delati in sem ugotovil, da moram iti na samostojno pot. Prvi nastop kot Kontraband ste imeli 3. septembra 1994, sem prebral na spletni strani. Ja, to je bilo, jaz mislim, da je to moralo biti nekje, ali v Hribih ali pa Kobaridu, eno od teh dveh je bilo, pa sem že malo mi ušlo. Kot Kontraband, ja, smo verjetno imeli pred nastop v Kobaridu. V Kobaridu, tako ja. Ja, ker predtem sem jaz imel pod imenom Kontraband čisto sam najprej nastop in to za plakate, da smo jih dobili. Ne. Sem eni firmi, ki ima tiskarske storitve, pa to sem igral jaz z Stonj in smo potem oni nam naredili prve plakate, ki so bili narejeni kot tiralice. Ne, kot tiralice za nami tremi, Urh, Vrenjak pa Vid. Pa jaz smo bili, in kasneje smo pa povlekli še čez pol leta tudi Urhovega brata Janeza na bobne in že omenjenega Jankota, mojega tasta, takrat smo potegnili kot violinista noter. On je bil v bistvu maskota benda. Ne. Moram priznati, da so se punce na njega bolj lepile kot na nas, štiri, ki smo bili precej mlajši. In Bela, če pogledaš skoraj 30 letja razvoj skupine, si zadovoljen, kaj vse ste naredili v tem času? Pa glede na to, da je to v bistvu nekako 11. samostojni album Kontrabanda, je to moramo biti zadovoljni, ker praktično potem na 2 leti, ne, smo 2-3 leta smo nekaj naredili. Ne. Prišteti moramo še 2 otroška albuma, samostojnega moj, ko sem ga posnel sicer pod imenom Rubeldule, ker so to bile kratice Roni, Bela, Dušan, Elena, ne.
mi 4 smo posneli, malo smo se tudi pošalili na ime Rebelde, ne. In takrat tisto tudi odličen album smo posneli, pa še 2 smo z ljudsko poezijo arhivirali, ker smo sodelovali kot aranžerji. Torej, v bistvu, ostalo so pa bile več ali manj kompilacije, išla je tudi ena kompilacija v Srbiji, bolj za japonski, nizozemski in srbski trg, plošča, vinilka. Tako da smo tudi to doživeli. Leta 2017 je šla v Beogradu naša vinilka, ne moram verjeti. Ampak smo bili, za razliko tu v Sloveniji nismo tako, ne kotiramo tako visoko, tam smo pa bili ob bok postavljeni, ne vem, Smak, Lebi Sol, pa takšnim skupinam, recimo, neko je res čas, da izveš pri založbi, ki naredi nek prerez glasbe iz bivše Juge in uvrsti tudi nas kot kontraband notri. Smo se jim zdeli dobri, ne, dovolj dobri za to, ne, mogoče v Sloveniji nismo takega populizma doživeli. Čemu se Štorklje niso vrnile? Tudi besedilo Alberta Halasa, zelo tipični ta naš melos kontrabantovski, kjer mi znamo s 3 akordi čudovito pesem narediti. Poje moja hči Kika, odlična pevka, tudi zelo tak čarobna pesem. Jaz mislim, da bo to enkrat ponaredila in ne bo več nihče vedel čez 5 let, da je to kontraband naredil in bo to bolj pesem za proslave v Prekmurju in to, ker govori tudi o tem, da o teh ljudstvi, ki so nas zidali nasipe, niso bili zato, da se ubranijo pred poplavami, eni zato, da se ubranijo svoje domove, ampak da jih je vedno to najbolj skrbelo, zakaj se Štorklje niso vrnile. Recimo, če so zamujale. Čemu se Štorklje niso vrnile, da si ravno miniva pomlad, odslej nemirne bodo naše ure, saj lahko iznenada treščijo iz višav. Som blato nad močvirje se prebijo k nam, kot vetrovi preslovi se odidejo stran. In čemu priklinejo k sebi ravno vas, ki srca sovražite to reko, a na brežinah občudujete vsako rjavo golo deblo, čuvar oblakov trstja, kot vi ne razume, poplav razoranih nasipov privlaka mure. Morda nasip se zidat bom dal za smele otročičke, ki tod gredo, za vaše skrhane duše, za trsje in naraslo vodo, da pozabite staroste, ki pustili so vas tu, da minljivost vode uzrete na dnu. Vode, ki v vaše hiše in živote vašemu ljudstvu je vdihnila dah, da močvirna topost omejite preko branikov, kjer bo sovrak, ljudstvu utrl pot svobode, domove iz zemljine.
čemu se štroke niso vrnile, skupine Kontraband, kot je sedaj videti, je zasedba pomlajena. To se je zgodilo pa v bistvu en za drugim. Leta 2013 smo se z staroselci Kontrabanda se nismo več najbolj razumeli in takrat sem prvič prenovil zasedbo. Takrat je na mesto bobnarja vskočil moj sin, Urhe že prej šel ven iz benda 2011, Vid 2009, to so pač zaradi družinskih obveznosti šli ven. Jaz sem se pa v bistvu rešil zares, če rečemo temu staroselskim Kontrabandom, samo z Janezom, nismo se enostavno več razumeli. In takrat sem z Matijasa dobil za base, ki je že tudi z Galom Djurinom nekaj igral. Moj sin Pal je že takrat že igral nekaj let v Kontrabandu, 3 leta je že nadomeščal kitariste in enostavno smo ga na bobne dali, ker je vse pesmi poznal, pa drugače je bobnar. Potem Dušana, ki je pa najstarejši Čanas bil in dolga leta v bistvu bil zapostavljen, ker je bil tonski mojster pri nas, ampak je bil pa daleč najboljši kitarist, pa smo ga dali na kitaro. No, ta stvar se je še enkrat potem spremenila, seveda Tomaža Ivančiča na mandolino in on se je pa odločil 2016, da gre ven. Takrat je Dušan pripeljal svojega nečaka, Gašperja Povšeta in zdaj pa je Dušan šel ven, ker je pač nima več energije, čez 70 let jih ima, težko mu je malo, tudi zdravje te začenja načenjati in potem se trudiš, da bi drugim stvarem svoj prosti čas posvetil. Je pa Tomaž Ivančič prišel nazaj in smo tudi rekrutirali njegovega sina, ki je tudi bobnar, pa je tak multiinstrumentalist. To bi vedno značilno za nas, da smo vsi več instrumentov igrali. To je dobro za komponiranje, ko ti sestavljaš pesmi in tudi to, da recimo zdaj imamo na eni od pesmi celo električno kitaro, ki bobnar naš lahko šel na električno kitaro. Ta mladi bobnar, ki pa prav na KGB-ju, ter konzervatoriju za glasbo in balet študira bobne, bo pa šel na bobne takrat, ker s tem smo dobili enega odličnega basista bobnarja v bend. Sedaj ste potem že skupina 2 generacij. V bistvu smo skupina 3 generacij, ker tudi ta projekt je moja hči posnela, z nami sem hči, zdaj z nami ne nastopa. Če tako gledamo, Dušan je bil ena generacija, jaz v letih, ko sem že bil dedek krepko, takrat sem v drugem zakonu dobil tudi otroke. Moji otroci so iz drugega zakona so celo mlajši od mojih vnukov, in tako da to je ena španska limonada v našem življenju. In lahko rečemo, da so že 3. generacija, ker zdaj na določenih nastopih bom verjetno celo svoje vnukinje porabil, ker imajo zelo podoben glas kot moja hči, ki pa ima izredno veliko obveznosti na KGB-ju, ker je ena perspektivnejših glasbenic v Sloveniji, zelo dobra je na klarinetu. Vidva pa zapojeta oziroma se izmenjujeta v skladbah, kot je slišate. Nekaj ti, nekaj ona. Ja, 2 skladbe ona zares odpela čisto sama, potem nekaj svojih skupaj odpela, večinoma sem še vedno jaz sestal pevec, ampak jaz se tudi staram, moj razpon ni več takšen, kot je bil nekoč, 3 oktave, zdaj mogoče 2 pa 4 pa 3 tone in potem treba je dati tistim možnost, ki dobro pojejo. Jaz sem postal pevec v Kontrabandu, sem postal pevec iz čisto nepravih vzgibov, ker noben drug ni hotel to biti. In časoma se je pa moj glas izoblikoval in tudi dobil neko značilnost in ga povezujejo s Kontrabandom. In mislim, da sem kar dober pevec postal potem posledično, ker sem toliko pač moral vaditi, delati na sebi. Tumbala lajka bo naslednja. Priredba židovske pesmi. Prinesel jo je, za en žur sem jo moral narediti in mi je tako bilo, da všeč v židovščini, da sem jo kar prevedel v prekmurščino. Zgodba fanta, ki sprašuje dekle, je da 3 nagradna vprašanja za poroko in ona mu zelo iskrivo odgovori. In mislim, da smo naredili čudoviti poročni valček v prekmurskem narečju. Deklina, ista povej, što zraste gor, gdje šine nej, što krepeni, čovče brez skuze, što plameni, od večnosti duše, što krepeni, čovče brez
Vidno je, nevidno je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, skupine Kontraband, Bela je z mano. Že prej si povedal o svoji, oziroma o vaši diskografiji, teh albumov se je kar nekaj nabralo. Je moč primerjati od prvega pa do današnjega albuma? Seveda je možno, zato ker nekako ta nit, da mi igramo world music, uporabljamo vse stile, vse ritme, je ostalo. Je pa manj polke, manj valčkov, je kakšna salsa, bossa nova in torej ritmično smo izredno popestrili, pa seveda pozna se to, da je moj sin bil tudi glavni producent pri tem albumu in se uporablja tehnika, ne, torej so se pesmi praktično v studiu pri miksu so se po domače rečeno likali do neskončnosti, dokler niso bili poštirkani, bi se reklo slovensko, in zdaj so potem lahko res prišle ven te pesmi zaživele v take oblike. Že nekako s sinom so že bila skoraj obsedena, ko sva to producirala, ne. Jaz sem skrbel bolj za to, da se razumejo stvari, zelo glasbeno jaz delam na tem, ne. Ti novodobni mladi fantje pa bi vse v produkcijo nulo delali, ne. Meni je bolj pomembna vedno glasba, ne. Ampak ko pa to združiš oboje, pa je lahko zelo koristno. Bogat inštrumentarij vas krasi, kot sva že gotovila prej, da vsak ve poprijeti za več inštrumentov. To je slišati tudi v vaši glasbi. Ja, jaz sem igral tukaj kitaro, pa klasično kitaro, pa harmoniko. Recimo sin je igral kitare, električne kitare, različne celo, pa bobne, pa še druga tokala. Basist je sicer samo bas igral, pa tudi odpev, ne, potem eno pesem. Violinist je pel veliko back vokalov, pa violino, pa mandolino, pa še na eni pesmi smo mu dali na pesmi IA, ko je ena punkovska pesem, je pa celo odigral kitaro in je vrhunsko odigral, ker je dober kitarist tudi, ne. Naslednja, ki bo vas pustila, bo Če se midva nikoli ne bi spoznala. To je ena romantična pesem, ki govori o tem, kako smo lahko v neko usodo ujeti in malo tudi mogoče na irski način je narejena, ne. Torej, nekdo bi slišal tu, da je to irska pesem, ker se pojavijo v njej mandolina, blokflauta, harmonika, violina, v bistvu cel konglomerat instrumentov se pojavijo več kot je nas članov in smo se tudi to narediti tako. Mogoče edino eno frazo sem ukradel malo iz irske zapuščine, ker tudi obstaja to, da je mlajše dekle se poročilo s starejšim človekom, sem tudi tukaj to omenil, ne, da je tako vselej, ko se starcem poročiš, ne. To sem nekako kot neko samokritiko napisal tudi na svoj račun, ker sem pač zdaj že 6 let star in če se, ne, jasno je, da se starejšo žensko nikoli ne poročiš, ne, in vedno imaš mlajše in ne, mlajšo ženo, ponovadi redko, kdaj se kdo poroči starejšo, mogoče s kakšno profesorico svojo. In v šali rečeno, ker poznam par primerov takih, mislim, da je predvsem o tem, da govori o tem, da kako lahko dva človeka združi neka usoda, ne glede na leta. Če se midva nikoli ne bi spoznala, če si midva nikoli ne prišla bi na pot, ti bi z drugim na poti do sreče obstala, jaz pa sam na svobodi bil osamljen nekod. Če se midva nikoli ne bi objela, če se midva nikoli ne bi zaupala sanj, ki bi z drugim v noči vse zvezde objela, jaz sedel bi ob progi in ti mahal pozdrav. Časna stiska, usoda melje, vem, da sem rane naredil jaz, morda dodala si 3 zareze in svoj angelski obraz. Nikar ne joči, tako je vselej, ko se starcem poročiš, njemu čas teče hitreje, lahko ga ljubiš, v prah zdrobiš. Če se midva nikoli ne bi izrekla obljub, jaz umrl bi v samoti, kot brezdomec po tepuh. Kot prišla si, več ne šteje, ljubezen večna, obljuba strast, niti tvoje 3 zareze, niti angelski obraz. Ker če se midva nikoli ne bi spoznala, jaz bi hodil po vodi, ki obsijala nebo.
nikoli ne bi spoznala. Jaz bi hodil po vodi, ti obsejala nebo. Bela, na novem albumu Vidno je nevidno je veliko različnih glasbenih žanrov. Vidim, da ste vzeli vse od punka do etna, popa, rocka. Ja, to je tisto, kar so prej omenjala, ne? Ker so Sečani tako zamenjali, so mlajši. In prvotno, recimo, moj basist bil pripravljen igrati čelo bas, zdaj pa ga več noče igrati, ne? Zdaj pa hoče igrati električni bas, ne? In zato tudi mogoče album malo bolj šarf, ker pred kratkim je še igral ukulele bas, zdaj pa že na električnem basu, potem tudi smo dali nekaj orgel notri. V bistvu izkoristili smo tisto, kar znamo. In če te mlade moči toliko glasbe obvladajo in so sposobni tudi sproducirati, zakaj pa ne bi potem tudi silsko bili bolj bogati. Nikakor pa ni to nekega odstopanja od nas, zato ker tudi mi smo že prej igrali kakšen rock and roll, oziroma jaz tudi mladih letih punk rock, samo nekako to, kar je tlelo v nas, je znova samo zagorelo. To kaže, da se da dejansko vsak žanr zelo poslušljivo tudi zapakirate. Ko sem delal recimo album Madžarske še pred časom, jaz sem prepričan, da če bi imel dovolj časa, da ne vem, notno bi me sicer malo to izčrpalo, da bi zapisal vse note, ampak če bi recimo takrat sem imel eno pesem, Hazatiru je bilo, če bi tisto pesem jaz naredil kot za simfonični orkester, samo glasbo, ko že skoraj že zvenela kot neka kitajska simfonija, bi to bilo noro. Ker sem slišal violine, ker sem slišal veliko več instrumentov, kot ko sem jih lahko vpel od nas, ne samih. Ne. Takrat ne na tem albumu. Govorim, da jaz imam sigurno kakšnih 15 do 20 pesmic, ki bi bile popolnoma primerne za instrumentale za igrati. Ne. Tudi z tega albuma jih je sigurno 4-5. Če bi samo poudarili ven eno od melodij, ki jih igrajo solo instrumenti, bi imeli super instrumentalne skladbe. Kot pa slišate, pa še vedno prisegate predvsem na hitrejše ritme. Ne, tu nekaj, mogoče niti ne, tukaj je nekako polovica bila hitrih, polovica počasnih. Mogoče prisegamo na ritme, ne, ker veliko dajemo bobnov notri, efektov na bobnih, ne vem, pompoznosti, ne, ker na momente, ko se je sin moj lotev tega, recimo eno od pesmi skoraj da zveni tako, če bi bila pesem od Enje. Na tak način tudi te back vokale je tako uporabil. Ampak to je pač aranžma, fanti so sposobni, zakaj pa ne bi to uporabili, ko imajo dar. Naslednja ima kratek naslov, 2xIA. Je to refleksija na današnjo družbo, na sončno stran Alp? Ja, to je refleksija prav na to soljenje pameti, ki se nam zdaj dogaja. Prav v tem v bistvu kritizira trenutno in opozicijo in pozicijo v bistvu kritizira. Ker tudi hudomušno v pesmi pripomnimo, IA radi kolesarima, ampak to tako cinično povem, ne, v sami pesmi. Mislim, tu se tudi skriva v tem, da kako nas lahko neka brezumna politika zares razcepi. Ne. Zato sem tudi napisal potem v refrenu, ko je petek je desni, sobota je leva, ne, nedelja cerkvena, so vrata pretesna, pa potem ne vem, poceni krediti ne bomo brez dela. To je v bistvu malo hudomušja na ta račun, ker mislim, da bi se to dalo vse skupaj dobro in boljše reševati. Ne tako, kot se je reševalo, ampak to govorimo o svetovni ravni. Ne. Žal smo nekoč Slovenci bili tako samosvoji, ne, in smo veliko stvari naredili po svoje. Nismo se zgledovali toliko po drugih narodih, ampak smo neke svoje vzorce delali. Tu pa, če je Avstrija uvedla obvezno cepitev, smo že mi cepljenje, smo že mi razmišljali o obveznem cepljenju. Če je Avstrija rekla, da se to šole zaprejo, smo mi zaprli šole, ali pa če opozicija, pa gledajte Švedsko, Švedska pa nič ni naredila, pa isto, dejstvo je, da je svetovna epidemija tu in da moje mnenje je, da bi največ pozornosti moralo biti najbolj ranljivim. Tu smo zatajili, ostali pa večinoma so pa to krizo preživeli. Torej, tukaj bi trebalo res samo na ranljive skupine štartati, ne pa da celo družbo je tale trenutna politika naša zadušila nas je. Kot pravijo, osel gre samo enkrat na let, nekateri pa večkrat. Jaz ne vem, pri nas se nič ne bo spremenilo, žal. In se to govorimo že od leta 1991. Je rekel nekdo, ki se je bal, IA, da bo nebo
preveč rdeče zanj. I-a, so zakrulili vsi in to dali na papir. I-a, da ljudstvo ne bi doživelo sanj. I-a, so odgovorili iz opozicije. Vi ste fosili in nimate prav. So rekli, da močni ubijalci sanj. Kaj berete prazno, če vas je manj? Petek je desni, sobota je leva, nedelja crkvena, država pretesna. Petek je desni, sobota je leva, poceni krediti, ne bomo brez dela. So se zbrali na trgu revolucije. Zasejali besedne evolucije. Sedijo na stolčkih, šuli na ritih. Ljubujejo zmagi revolucije. Odbeva na sončni strani Alp. Kjer je lačnik se več in sitik se manj. Pozivajo k pravi, nesramno bogati. S figo v žepu, letih suhih krav. Petek je desni, sobota je leva, nedelja cerkvena, država pretesna. Petek je desni, sobota je leva, poceni krediti, ne bomo brez dela. Poslušamo po TV-ju in radiju. Je v časopisu vsak božji dan. Si razlagajo zgodovinski stav. Vsak po svoj, vsak ima svoj prav. Radi kolesarimo. Egziciramo državni klan. Govorimo zato, da pozabimo. Tukaj in zdaj nikomu ni mar. Petek je desni, sobota je leva, nedelja cerkvena, država pretesna. Petek je desni, sobota je leva, poceni krediti, ne bomo brez dela. Petek je desni, sobota je leva, nedelja cerkvena, država pretesna. Petek je desni, sobota je leva, poceni krediti, ne bomo brez dela. IA je bila slišana skupine Kontraband z albuma Vidno je nevidno, Bela je z mano. 14 pesmi ste nam kar ponudili, veliko materiala, skoraj, oziroma več kot 50 minut. Ja, tako je spadlo. Saj so mi rekli na snemanju fantje, Bela, ti ne bi to malo skrajšal to pesem, ne pa če spustimo to en solaž, pa to sem rekel, ker radi vrtijo samo 3 minutne, sem rekel, tisti, ki bodo nas vrteli, bodo zavrteli cele pesmi, tako da se ne sekirajte fantje, če je 4, 5 ali 6 minut. Saj imate tudi radijske sodobnega trenda 2.36, 2.39, 2.31, 2.38, kar je 4 skladbe zapored. Ja, tako so izpadle, nismo se sekirali o tem, koliko dolge bodo. Toliko so dolge, kot so bila besedila dolge in koliko smo lahko odpeli. Pa s temi solaži ali pa kakorkoli že, kar smo že dodali. Tu in tam pa sploh ni nobenih solističnih, nekoč dekle spočelo je življenje. Ena pesmicko skladko je res govori o dekletu, ki je naredila splav pod pritiski. To gre za resnično zgodbo mojo kolegico, ki je, ne bom javno govoril o tem, kateri glasbenik jo je prisilil, ker je z njim zanosila. In mi smo tudi take stvari spravili v pesem in v glasbili, ker to dekle je potem hodilo leta in leta se jokat ob muri. Ampak kot pravi pesem, stara reka, brez izjem nikogar ne tolaži, v njej zrcalijo se le
žalostni obrazi. Pod glasbo se podpisuješ ti ali še tudi drugi člani? Pa podpišejo se drugi pod aranžma, glasbeno je to moj CD, tudi z besedili je glavne moj CD, tu in tam kakšen prevod se našel, ne, od 3 pesnikov, ampak glede na to, da sem tudi jaz pesnik, ne, in da sem nekatere od teh pesmi napisal najprej v madžarščini, torej v bistvu lahko rečemo od 4 pesnikov imamo tukaj pesmi, od Hala Solberta, od mojega očeta, Ne pusti, da te ukradejo sanje, potem od Sunjok Šandorja, pa moja seveda malenkost, ki je recimo prispevala za ta CD okoli 8-9 besedil svojih ampak to je res iz pesniških zbirk. Te se dobijo tudi v knjižnici, ne. Mogoče malo so prirejene stvari, ampak nekaj dosti. Do tega še pridava po naslednjem, ki bo Češnja. Točno to ime te knjižne zbirke moje, ne, Češnja, in je tudi prva pesem v njej, v mnogi drugi knjižni zbirki. Ta je o minljivosti življenja, ne. Pač vsi mi razmišljamo, da smo minljivi in da enkrat bomo šli, ne. Ta je tudi tako bolj kot enja pesem narejena, ne. Mislim, da vse nas to laži ista misel, da to naše življenje ni bilo zaman, ne. In to tudi na koncu pravi sama ta pesem. Ta pesem je tudi Dušana Šarotarja totalno prevzela, ker je on tudi predgovor pisal za mojo knjigo in je res dobro o tem opisal, kaj vse simbolizira češnja, od plodnosti do nekega življenja. Jaz v prvem hipu sem to pesem zares posvetil drevesu, ne, ki sem ga posekal, ne. Ker nekdo je pred mano, pred 60 leti eno drevo posadil in to drevo je v sredi Mengša raslo, ta češnja, in je že take debele veje so dol padale, da sem ga moral posekati, ne. Nisem bil najbolj srečen s tem, ampak na koncu koncev enkrat tudi to šlo in že takrat sem tako malo gledal na to življenje in spodbujen med tistim groznim cviljenjem, ko se pride na firme in ti odreže češnjo in vidiš, kako jemlje življenje eno drugačne oblike. Sem kar moral napisati pesem in sem jo tudi v glasbo zelo hitro. Tudi ti češnja, ki rodiš se Bogu, boš kmalu odvrgla svoje slednje liste. Rodila zadnje češnje boš nekomu in pustila, da te rezilo sekire prelomi na dvoje. Tvoje veje so prhke, deblo ti prekriva mah. Vsako leto prsto manj požene, vsako leto cvetov je manj. Drži spravje tvojo skorjo v vzorce bledih barv. Z vetrom škripaš otožno noto, žalostinko temnih sanj. Nekoč smo mladi, draga sestra, oblekla si poročni plašč, cvetove bele kot nevesta. Posejala si na moj prag. Zdaj utrujena od škorcev, tako kot jaz od vseh besed. Z mano klubo starih borcev, iščeš smisel za leto več. V tvoji krošnji čakaš di,
pomenljivi črni vran. Le zadnja misel naju to laži, da življenje ni bilo za manj. Skupina Kontraband z albumom Vidno je nevidno v oddaji Radioaktivno, Bela je z mano. Prej so govorila o besedilih, poznamo te tudi kot pesnika, tako v slovenščini kot v madžarščini. Ja, začel sem pisati pesmi sicer v srednji šoli, ne. V obeh jezikih sem kot mlad, ne vem, še 8-9 letem poba sem pisal članke za eno revijo v Novem Sadu, eno madžarsko, Jopajtaš, dober tovariš, ne. Ampak to se je potem z leti nehalo in sem potem začel bolj na tekmovanja pošiljati svoje sproste spise. Sem tudi nekaj knjig dobil kot nagrade. V gimnaziji sem bolj zaljubljene pesmi pisal in sem celi sonetni venec napisal, pa ne vem kaj, ampak seveda to niso bile ne vem kako kvalitetne pesmi, ker tudi sam nisem imel tako bogatega besednega zaklada takrat pa. Ampak pisanje strokovnih knjig, veliko branja vmes, veliko prevajanja me je enostavno izstrelilo na en strašanski nivo. Velike zasluge ima pri tem tudi Ben Celaš, ta nagrajeni pesnik, naš prekmurski Madžar, ki je ravnokar tudi dobil Balaševo sabljo, to je najvišje priznanje madžarske v kulturi. Pred tem je dobil nagrado Jožefa Attila, to je enakovredno naši Prešernovi. Tako da v zadnjih nekaj letih je 5-6 nagrad pobral in mislim, da je on mene brcnil nazaj v kulturo, dobesedno, no, me je pa zavrtinčil v vrtinec, najprej s prevodi, potem, ko sem mu pokazal svoje pesmi, je rekel, da je to dobro, da moram še naprej pisati. Potem sem pa začel prevajati svoje lastne pesmi v madžarski jezik, čez čas sem pa že tudi začel pisati samo v madžarščini in tudi zdaj že kakšno madžarsko prevedem v slovenščino, torej svojo, ne. In potem tudi uglasbiš, ker lahko se spremljaš samo ob kitari, tudi kot uglasbena poezija. Seveda. Ne samo z bendom. Res je, saj to tudi bom zdaj zelo kmalu, ker jaz mislim, da bom imel en nastop v moji vasi, Trimljini pri Lendavi, kjer so nekako dosežki te vasice se bodo malo predstavili v eni knjigi. 4, recimo bolj znani smo iz te vasi, en igralec Rajko Štupar, en je moj oče, ki je bil tudi madžarski pisatelj, potem Ksenija Škrilec, ki je dolgoletna veleposlanica bila na Madžarskem in v Avstriji, in seveda moja malenkost, in o nas bo ta knjiga tudi delno govorila in tam bom sam zaigral kakšno z tega albuma, ne, ker sem čisto sposoben tudi na kitaro sam zaigrati kakšno pesem. Drugače pa lani, kot si omenil prej, si izdal pesniško zbirko Češnja. Ja, ta pesniška zbirka je tak, ne, ima poglavja, ne, 6-7 poglavij ima. Eno je bolj posvečeno moji družini, tudi o dedku, recimo, kakšno ljubezen je nosil, kljub da je živel na vasi in takrat so, ne vem, prašiče klali kure. On je vseeno imel neko ljubezen do kmetije, do živali, do vsega, do krav, ne vem. Potem tukaj je tudi nekaj pesmic, ki so Šola brez zidov je izredno dobra. Če už daj naletel na to pesem. Govori o tem, da v bistvu, da bi se morali vsi prikloniti znanju v Šoli brez zidov in da bi, kako sem že napisal, da bi znanje sedelo v prvi oslovski klopi, nekaj takega sem napisal, ne. Naslednja bo Domoljubna. Ja, ta je ta kontradiktorna, ki smo jo ravnokar lansirali na radijih. Rock and roll, hard rock, skorda metal. Moj sinko je posnel kakšne 4-5 kitar tukaj in zaplesal na kitari. Prišla je kot posledica tega, ker krožila je anekdota o Zeleni deželi, ker sem besedilo napisal za skupino Viktori, češ, da je Đuro rekel enemu, da je to edina slovenska prava pop narodno zavedna pesem. In ta kolega, ki je tudi igral v filmu z Đurom, on je Srečko, je pa rekel mu, ti Butec, to je pa en Madžar napisal, ne, niso Slovenci to. Jaz sem nekako narodno zavedni Slovenc in Madžar hkrati, ne. Nekakšen most sem med tema dvema narodoma in zdelo se mi, da v tem trenutku res rabimo nekaj, da nas nekaj poveže, ne. In tudi refren je mogoče malo desni pa levi hkrati, ne, spet, ne, torej nihče ne prežene na svoje zemlje, eno kana nas ne zapelje, dvignimo više slovensko zastavo in seveda tujega nočemo, svojega ne damo, je mogoče še ta leva parola, ki ni slabo, ne, ker jaz mislim, da če že Prešeren delil to idejo, da kaj bo mejak, ne, sosedu, ne, bo edino mejak, jaz tudi pravim, da Slovenci morajo biti domoljubi in tudi skrbeti za lastno identiteto, tudi Slovenija za identiteto narodov in narodnosti v njej in dvigniti čim više slovensko zastavo, kar se pa trenutno seveda ravno kar dogaja na olimpijskih igrah v Pekingu.
Prebili smo se v novo stoletje, pa ni ležalo posod le cvetje, a ni bilo zaman, naš narod poln je sanj. Leteli smo na krilih orlov, pristali smo pred varnim oknom, da vidijo tam, kakšen je orkan. Nihče ne prežene na svoje zemlje, nobena prevara nas ne zapelje. Dvignimo više slovensko zastavo, tujega nočemo, svojega ne damo. Nihče ne prežene na svoje zemlje, nobena prevara nas ne zapelje. Dvignimo više slovensko zastavo, tujega nočemo, svojega ne damo. Nikjer na svetu ni dežele enake, ki imela bi takšne junake, ki po svetu nosijo naše ime. Imamo morje in ravnico, hribe Triglav in Golico, ki širijo slavo Slovenije. Nihče ne prežene na svoje zemlje, nobena prevara nas ne zapelje. Dvignimo više slovensko zastavo, tujega nočemo, svojega ne damo. Nihče ne prežene na svoje zemlje, nobena prevara nas ne zapelje. Dvignimo više slovensko zastavo, tujega nočemo, svojega ne damo. Slovensko zastavo, tujega nočemo, svojega ne damo. Nihče ne prežene na svoje zemlje, nobena prevara nas ne zapelje. Dvignimo više slovensko zastavo, tujega nočemo, svojega ne damo. Bela, se bo v prihodnosti dogajalo kaj odrov? Glasbo mora sedaj med ljudi, album je zunaj. Zagotovo bomo imeli predstavitev na vsaj 10 mestih. Ne. Eno od teh je Domžale, eno od teh bo Murska Sobota, eno od teh bo Lendava. To že pri sebi vemo. Po mojem bomo tudi v Mengšu, ker sem zdaj jaz ponovim doma, v zadnje 15 letje in nameravamo tudi narediti v Kobaridu predstavitev, ker je tam bend imel prvo zabavo in imajo poletne festivale. Se moram povedati, če malo. Tudi zelo veliko željo imamo, da bi to predstavili album celo uporabil, ker tam sem tudi dobre stike navezal z njimi. Letos sem bil celo na simpoziju slovenistov in sem zaključni večer sem jaz odigral na kitari. Je bilo fajn, no. Moram priznati, da sem se zelo zabaval. Kljub temu, da nisem slovenist, ob njih sem kar užival, no. Tudi sam sem se kar veliko naučil od, bom rekel, slovnice do pomena lete. Album je še v fizični obliki? Ja, album je še v fizični obliki, ja. In vsi radi ga boste dobili. Kaj pa digitalne platforme? To se bo tudi tam ponujalo in plačalo. Mi imamo pogodbo z Dallasom, ne. Oni nas bodo tam dali gor in pač tudi se bomo tržili, ne. Normalno, da bomo tudi tam prisotni. Mislim, da ta album tudi ima zelo veliko pomena, da smo tam prisotni, ker je pač tako, pravim, stilsko različen, od bossa nove do salse, do sambe, ne vem, do rock'n'rolla, do punka,
kar hočeš do baladnega, recimo, ne vem, eno od pesem sigurno spominja tudi na to, kakršno glasbo je delala glasbena skupina Sedmina pred časom. Ne pusti, da ti ukradajo sanje, bo naslednja? Ja, to besedilo je napisal moj oče ob zibelki, moj. V bistvu, ko sem se jaz rodil, je on to napisal, 2 kitice, in jaz sem potem leta kasneje sem to prevajal za antologijo prekmursko-madžarske poezije, da je bila v obeh jezikih, v slovenščini in v madžarščini. Potem sem pa dodal še 2 kitici in sem naredil skladbo. V bistvu dodal sem tak zelo lirične, zimsko vreme se kotali, ne, v vetru, gola drevesa so obnomela, vse, kar čakati more, to čaka na pomlad novega življenja. Zelo lirično besedilo govori o tem. In v bistvu tukaj vsakdo lahko vidi, vsak starš lahko vidi sebe in svojega otroka, celo otrok lahko vidi sebe in starša notri. Enkrat seveda, ko se zaveda tega, kakšen pomen je neko rojstvo človeka. Zimsko vreme se kotali v vetru, gola drevesa so obnemela, kar le čakati zmore, to čaka na pomlad novega življenja. Ti v zibelki brezskrbno sanjaš v svetu jasnih sanj. Se usedem ob tebi na stolček, drobne prste položim v dlan. Ne pusti, da ti ukradejo sanje, obljubljam smelo ti pomlad. Z roko v roki, povsod bom s tabo, kamor šla boš ti, tam bom jaz. Odigral bom tisočero novih pravljic, ki jih nisem do sedaj. Vedno mi je manjkal do zgodbe, s tabo hči več nisem sam. Ne pusti, da ti ukradejo sanje, obljubljam smelo ti pomlad. Z roko v roki, povsod bom s tabo, kamor šla boš ti, tam bom jaz. Sladki spomini bodo na ta dan, ko spoznal sem tvoj obraz. S prstom pokazala boš na sliko, te rada imam. To si ti in to sem jaz. Ne pusti, da ti ukradejo sanje, obljubljam smelo ti pomlad. Z roko v roki, povsod bom s tabo, kamor šla boš ti, tam bom jaz. Ne pusti, da ti ukradejo sanje, obljubljam smelo ti pomlad. Z roko v roki, povsod bom s tabo, kamor šla boš ti, tam bom jaz.
z rokou roky, posodom s tabo, kamor šla boš ti, tam bom jaz. Ne pusti, da ti ukradajo sanje, je bila slišana skupine Kontraband. Bila kar nekaj intervjujev sva naredila v teh letih ter predstavila skupino Kontraband. Vedno sem te jaz spraševal, se spomniš? Ne vem, misliš, da bi zdaj jaz moral sam to narediti? Ne, letos pa v teh intervjujih tudi drugi glasbeniki sprašujejo druge glasbenike. In sicer gostje prejšnjega tedna sprašujejo goste naslednjega tedna. Tako da skupina Random Wise, ki je bila pred tabo prejšnji teden, bo ti zastavila 4 vprašanja, na katera boš odgovoril, ti boš pa potem zastavil 4 vprašanja naslednjim gostom. Odlično. In sicer prvo vprašanje, ki ti ga zastavljajo, bo. Kateri inštrument te najbolj prevzame, tako, če ga poslušaš solo? Sicer prvo vprašanje je zastavil Miha. Sigurno, da me najbolj prevzame kitara, zato ker sem samouk na kitari, ne, in igram klasično in navadno jumbo kitaro. Zdaj sploh pa, odkar uporabljam še kapodaster, lahko nenavadne prijeme dobim ven in sem samozadosten sam v sebi, ne, ta bi bil tisto. Kljub temu, da jaz igram harmoniko, mislim, da mene prevzame kitara popolnoma. Sem do grla v njej. Drugo vprašanje ti zastavlja Rok. 4 ali 5 strunska bas kitara? Definitivno 4. Jaz sem pristaš starinskega in mislim, da če nekdo igra na 4 strunsko, potem v visokih legah tudi lahko že bas kitara lahko deluje kot solo instrument in zato se mi zdi, da celo boljše deluje kot solo instrument za 4 strunska bas kitara kot 5 strunska. Tretje vprašanje skupine Random Wise, Miha. Kakšen takt ti je bliže, sodi ali lih? Jaz mislim, da so kar sodi takti so mi bliže, ne? Zato ker celo življenje smo na 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 in tukaj imamo lahko tudi še druge takte, ne? Torej, sigurno so mi sodi takti bliže, ampak so mi pa tako blizu, da potem imam v njih nepravilnosti delam, ne? Tako da potem ni to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ampak je včasih lahko samo 1, 2, pa spet 1, 2, 3, 4. Recimo že v pesmi vidno je nevidno, ki je 4/4 takt je nepravilnost, vmes pride do 2/4 preskoka in potem spet nazaj 4/4. In še zadnje vprašanje, četrto. Kakšne skladbe so ti bliže, v duru ali v molu? To je zelo težko vprašanje. Sigurno, da v duru, zato ker so durovske pesmi so bolj vesele, molovska je že sama žalostna, se tudi prevoda teh dveh besed sta veselo pa žalostno, vendar pa zaradi povzročene napetosti ti tudi sredi durovske pesmi kakšen mol pride zelo prav. Tudi ti boš potem zastavil 4 vprašanja za naslednje goste. Nekoč dekle spočelo je, bo naslednja, predzadnja. To je ta pesem, ki govori o dekletu, ki odhaja jokat ob Muri zaradi splava in mislim, da je za vsako žensko to izredno velika frustracija. Smo poskušali to tudi opisati in nekako in si tudi želimo, da ženske naj upravljajo svojim telesom in imajo edine one pravico o tem odločati, pa moje obdržati otroka, ne obdržati. Ampak če se le da, naj poskočijo v posteljo iz ljubezni. Nekoč dekle spočilo je, prelepo je življenje, takšno kot deh teče je, pomladi cvet je, takšno, ki ga z dušo in telesom sebi čutiš, takšno, ki nastane le, če koga
Bela, član oziroma vodja skupine Kontraband, za konec tega pogovora. Dela ne bo manjkalo tudi v prihodnje, kot je slišate. Ja, zdaj prvo, kar sem samega sebe zašil, je to, da sem naletel na svoje stare pesmi gimnazijske in vidim, da je zelo dober material, vsebinsko. Je pa zelo siromašno besedilno, torej najprej 2 pesniški zbirki, imam tudi prvo že napisano, eno popolnoma ljubezensko imam, sem doživel pač obrat v življenju. Naslednja stvar, ki pa si jo zelo želim, se je moj sin tokrat tako izkazal, da se želim z 2 kitarama ali pa s kitaro pa s harmoniko narediti bolj kantavtorski projekt ljubezenskih, kjer bi moj sin bil zraven kot ta drugi kitarist, ker je izreden kitarist postal med tem. V stilu, kot bi rekli nekako, najbolj bi se približala Simonu & Garfunkel, temu, 2 kitari, 2 pevca, dobra, oba dva. On ima sicer precej podoben glas meni, ampak mislim, da ravno toliko različnih barv, da bi se fajn poklopila. Že zdaj na tem CD-ju mi je super odpev veliko back vokalov, še naknadno dvoglasja pa take stvari. Narediti en projekt in ga potisniti v vodo tudi njega. To je pa, seveda imam še tukaj otroški projekt, ga moram tudi posneti. Torej še en CD glasbene skupine Ne pridi prav, bom tudi naredil in to bi potem bila neka krona. Po testim bi pa rad samo se zabaval, še ne bi več toliko. Mogoče kakšnemu napisati kakšno pesem, mogoče je res malo komercialno, kot sem tisto Zeleno deželo ali pa ne vem, ali pa kako naj čas ostavim. Pa par stvari, ki sem jih naredil zelo ne misleč komercialno, ampak za te bolj komercialne bende, zato da tudi mislim, da imajo tudi ti kakšno potem kvalitetno besedilo od mene, kar pa ni slabo. Tako da bo vidno ostalo nevidno, ali bo vidno postalo vidno? Ne, pač da postanejo oni tudi vidni zaradi besedil, ne samo zaradi pompozne glasbe. Za konec bova poslala v nebo še Belega goloba. Ja, to je ta južnoameriški ritem, ki je v tej skladbi skrit in je tudi unisono petje s hčero, je super izveni, ker to je pač nekako kot kakšna pesem Brazil, pa take stvari, ko se unisono pojejo, pa na refrenih pa pride v pop pesem, kar je nenavadno. Spet imamo neko menjavo ritma, je pa govori o enem človeku, ki je šel na oni svet, ampak lahko se tudi dojame, kot da gre za dekle, ki te je pustilo, Lahko bi še malo ostala. Napisal sem jo pa v bistvu eni babici, ker je vedno brala, obeležke je imela en kup misli, ki jih je zbirala iz knjig. In sem napisal v beležki misel zate ti, čeprav je pač polna tvojih zmot, ta beležka. Življenje je polno zmot, ampak vseeno pa je veliko lepega vmes. Skladbo spuščamo za konec tega pogovora. Še 3 bodo poslušalci lahko slišali samo na YouTubeu in sicer od tedaj, potem danes Ne delim poljubo ter Jovano Jovanke. Bela, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala in upam, da naslednjič, ko izdam od CD, to bo čez 2-3 leta, da si spet ti tukaj na tem delovnem mestu. Zemeljske pameti, pred solzami tvojih deklet, v beležki
misel zatetli sred počrtanih besed. Si tvoje bite pobudili, da otečeš še naslednji krog. Modrosti tvoje bi delili, čeprav so polne tvojih zlom. Bila si vse, zdaj skoraj nič. Postaneš drobni zvezdni prah. Luč, ki sveti v temi, sonce, ki preganja mrak. Bila si vse, zdaj skoraj nič. Postaneš drobni zvezdni prah. Luč, ki sveti v temi, sonce, ki preganja mrak. Lahko bi še malo ostala, sovražnik, zavežneje bo. Raje kot na krilih rana, poletela si kot bel melon. Smo kontraband in švercamo radioaktivno glasbo. Bila si vse, zdaj skoraj nič. Postaneš drobni zvezdni prah. Luč, ki sveti v temi, sonce, ki preganja mrak. Samo onen jaz, bila sva resnična, samo onen jaz pristna, ujeta v čas. Kristali tišine, slomili meso, kot drug drugemu sva še petala. Ljubim te, lepa si, rekla je, pridi še jutri. Ljubim te, lepa si, rekel sem, rabim te, pridem spet jutri. Metem se z okna, držne kaplje povzele, podoki kot najne, solze debele. Zvonovi doneli so, ptiči jokali, tišina je klipala, ranjena zlomljena. Ljubim te, lepa si, rekla je, pridi še jutri. Ljubim te, lepa si, rekel sem, rabim te, pridem spet jutri. Tedaj svojo dušo zapiram v jeklo, neprobojno maro, nič več usteklo, da ni od nikogar, ne volim več nobeni, ne volim več nobena, da živim samo sebi, ker ljubim te, lepa si, rekla je, pridi še jutri. Ljubim te, lepa si, rekel sem, rabim te, pridem spet jutri. Tedaj se ne zmenim za črne nevihte, radosti vode, grobove drevesa, preznojena dekleta, njih marmorne prsi, na sončnih obrazih solze ljubezni, ker ljubim te, lepa si, rekla je, rabim te, pridi še jutri. Ljubim te, lepa si, rekel sem, rabim te, pridem spet jutri. Ljubim te, lepa si, rekla je, rabim te, pridi še jutri. Ljubim te, lepa si, rekel sem, rabim te, pridem spet jutri. Danes ne, grem po ljubov. Danes sem dogotni zmaj, sem zjutraj vstal na levo nogo, wow, zrnčal v lep pozdrav.
Danes nočem svoje sreče, raje mrksem in kosmat hočem same prazne sklede, briga me za kilih zlat. Hočem dan brez nasmeška, objemovim pocukranih kravat, briga me kako izgledam kot prašiček ali vrag. Hočem dan brez nasmeška, objemovim pocukranih kravat, briga me kako izgledam kot prašiček ali vrag. Danes sem pravi upornik, mene premaknete za pečem sinu tokrat sem bil vzornik, občudoval me je brez vseh besed. Danes ne delim poljubov, ker z usti plastam zrak. Danes kralj vseh obupov, lahko mi rečete vsem, ki sodijo meni, med nami velik je prepad. Raje stresite se terci, tako da skočite v mrzlo kad. Vsem, ki sodijo meni, med nami velik je prepad. Raje stresite se terci, tako da skočite v mrzlo kad. Jutri spet, morda že jutri, poljube strastne bom delil, a danes me pri miru pusti, da se v bedi utopim. Loj, 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 loj.
Tisti, ki sedaj poslušate aktivno radio, poslušate glasbeno skupino Kontraband v oddaji Radioaktivno.